Čisto preprosto bomo šla, da se bomo šla eno igro, ok? Le, recimo, če malo zmešam karte nekako tako, pa jaz hočem tebe, da rečeš kjerkoli stop. Reči kjerkoli stop. Reči kjerkoli stop, da ne bojo poslušalci zaspati. Čakaj, ti kaj dej? No. Stop. Stop, točno tu? Tu. Ok. Vzemi karto, zapomni si jo, ne jo pozabiti. Koliko si hitro to naredil? Sploh ne vem zdaj, kaj si naredil. Ja, dej si karto nekako tako prek sebe. Jana, si izmešala karte? Ja, sem. Ok, dej mi karte nazaj. Izvoli. Si pregledala karte, ne? So normalne, ja, niso normalne, če so sam številka gor. Aha, ja, ok. Ja, pač glejte ga, v roke ga glejte. V roke ga glejte. Reči kjerkoli stop. Stop. Točno tu? Ja. Ok, vzemi to karto, zapomni si jo. Ne jo pozabiti. To je ta poteza, ki mi gre na živce. Ja, lej, se tle neka fora, se vidiš. Zapomni si število, si pregledal knjigo, ne? Miha, ok? Vsaka stran je zase. Vsaka stran je zase. To je zelo pomembno. Naslov je drug, točno to, ja. Miha, jaz bom isto rekel, tako vseko daš reči kjerkoli stop. Stop! Stop, točno tu, zapomni si naslov tega trika, Sem si zapomnil. Imaš? Misli na njega, ok? Sedaj. Zdaj imamo eno karto, Denis, iz 54 različnih kart. Sedaj imamo eno število, Jana, iz 54 različnih števil. Naslov. Miha, ti imaš en naslov, enega trika v svojih mislih. Ali bi jaz lahko pod kakršnim koli pogojem vedel, na kaj vi mislite? Zdaj, če bi to vedel, bi že zdaj bil pač milijonar, ker bi že lahko v bistvu napovedal pač loto številka ali kaj, ne? Ampak, Denis, poslušaj mi sedaj to. Jaz sem v ponedeljek ti prinesel tisto skrinjico, tam, ki imaš pred sabo, imam prav, ne? In v tej skrinjici je noter ena predikcija, tako sem ti povedal. Poglej, jaz imam s sabo sedaj ta ključ in jaz hočem, da vzameš ta ključ, ampak preden ti ga dam, nekaj povem, kaj je noter v skrinji. Noter v skrinji je zgodba o enem fantu, ok? In temu fantu, ki je v bistvu sledil svojim sanjam, ok? Jaz hočem, da sedaj odpreš skrinjo, zdaj, če ti ne bo šlo... No, to je zgodba o enem fantu, ki je sledil svojim sanjam. Ja, odpri skrinjo, pa imaš še zavrti, da bo šlo, ja. Ja, kam zavrtim? Tako, ja. Ja, še malo, še. On je bil policaj, on je bil kriminalci. No, zdaj te spretnosti, evo, super. Ok, neki not, daj mi listek sem, bom jaz počasi ga odprl. To je pa velik listek. Ja, velik listek. To je predikcija. To je noter predikcija, pazi zdaj to. Kot vidiš, da je pod trakom, ne? Recimo, če nekako tako odvijam ta trak, ok. In sedaj bom jaz prebral, kaj gor piše na tem listu, ok? Sedaj ti imaš en naslov, v svojih mislih ti imaš eno karto, v svojih mislih, Jana, ti imaš eno število v svojih mislih, prav. Recimo, če jaz počasi odvijam to, nekako tako. Kot vidite, gore naslov seveda zgodba o fantu, ki sledi svojim sanjam. In potem, če gremo naprej, pred nekaj leti se je v malem mestu rodil prav poseben fant. Že od malih nog so ga zanimale neobičajne in nenavadne stvari. Tako se je pri 10 letih, je bila to tvoja številka, Jana? Pri 10 letih začel ukvarjati s triki. Predvsem so ga fascinirale karte, njegova najljubša karta pa je bila Kralj srce. Je bila to tvoja karta? Kralj srce, ok, pazi zelo. Svojim trikom je vedno rad kazal prijatelji in družini. Njegov oče še danes ne ve, kako se je znašla njegova karta v kruhu. Ja! Je bil to naslov? Naslov, ja. Iz knjige. In pazi zdaj to, temu fantu je bilo ime Aleksander. Čeferin. Čepo. Izvoli, Denis, to predikcijo lahko imaš, lahko imaš za spomin, lahko si jo obesiš na steno, kadarkoli. Na živce mi greš, da tega, ker ne vem, kaj si naredil.